ne vem, zakaj sem bil tako drzen v glavi, da bom lahko pobegnil iz sistema, ne, ko sem bil že, ne vem, 90 let star iz Romunije in da bom postal najboljši baletnik na svetu. Ne. Mislim, dovolil sem si te. In to sem potem ugotovil, ne, pri 20, da ne bo tako enostavno in da se bom moral sprijazniti s tem dosežkom. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci, bralke in bralci, gledalke in gledalci. To je Večer za vikend, naša daljša različica dnevnega podcasta Večer je zjutraj, ki ga dostavljamo ob jutrih na vsak delovnik. V Večer za vikend pa torej počrtamo teden z gosti in na odru, nedaleč stran od tega studia, so ta teden še posebej praznovali na baletnem odru SNG Maribor. So obeležili 2 pomembni obletnici, 20 let oziroma 10 let od 2 prelomnih predstav, ki jih je postavil človek, brez katerega ne moremo misliti mariborskega, slovenskega in tudi svetovnega baleta, umetniški vodja baleta SNG Maribor, koreograf, plesalec Edvard Kluk. Lepo pozdravljeni v našem podcastu. Lepo pozdravljeni. Ko smo se dogovarjali za ta podcast, so nam v SNG-ju rekli, da je časovnica že prava, da je ta teden pravi, da ste še tukaj, potem pa, ko odplešete v petek, soboto, pa vas več ni v Mariboru naslednji teden. V ponedeljek bi še bil. V ponedeljek bi še bili. En dan, ja. Kakšne so zdaj te razdalje, ki jih opravljate, Maribor, pa katere lokacije? Zaenkrat evropske. Pred kratkim smo uprizorili Carmino Burano v Dortmundu, kjer s tem letom sem postal tudi tako imenovan artist in residence. Ne? In kaj to pomeni? Da imam dejansko pogodbo z njimi za naslednjih 5 let in v tem času vsako sezono bojo uprizorili eno od mojih del. Ampak je položaj dokaj ugoden, ker ne rabim za njih ustvarjati vsako leto nekaj novega, ampak dejansko samo en projekt čez 3 leta bom dejansko za novo ustvaril prav za njih. In zakaj je mogoče zanimiv ta podatek, ker je postal tudi en Mariborčan, ne, Jaš Otrin, sin znanega koreografa in plesalca, ki je tudi bil pomemben član našega baleta v Mariboru, sin Ika Otrina. Ne? In on je zdaj postal intendant, ne, v Dortmundu, tako da smo se na nek način pobratili, ne, za Dortmundom, kar je tudi zelo koristno zaradi številnih skupnih produkcij, ki jih bomo ustvarjali v tem času. In prva od teh je, in tudi napovem, 2. mesec bo noviteta na našem odru Frida v koreografiji Anabel Lopez Ochoa, ki je tako rekoč isto artist in residence ali pa umetnik v rezidenci v Dortmundu. Se pravi, premiera je bila v soboto in zdaj sem se pogovarjal z Jašem, ne, še na poti zaradi drugih načrtov in mi je povedal, da so tudi kritike, ne, če se pogovarjamo o novinarjih, odlične. In zanimiv pojav v Dortmundu, oni so planirali 17 predstav in sta bili razprodani prvi 2 in so mu povedali, da odvisno v skladu z odzivom premiere se takoj napolnijo, pa tudi če so čez 3-4 dni ostale predstave. Dvorana je malo večja, 1200 sedežev in ravno to sporočil, da za ta teden so dejansko že vse razprodane zaradi dobrih odzivov, ne, po premieri. Ampak se pravi, to je bilo v soboto, v nedeljo sem priletel, da sem ujel še zadnjo ponovitev Evite, da vidim predstavo in prispevek, ki ni samo prispevek, ampak ogromno delo baleta v tem projektu, v koreografiji Tetjane Svetlične, ki je naša prvakinja in prvič se preizkusila v tej vlogi. In sem bil zelo ponosen na njihovo delo in obseg dela, tako da malce nehvaležno v tem času, ko so Evito pripravili in potem intenzivno pripravljamo Frido, smo v tem tednu zaposlili plesalce tudi z 2 projektoma, ki sta seveda zelo zahtevna, pa ne samo, ampak se mi zdel primeren čas, ker je točno 10 let od Perginta,
prvi teden novembra. Ne. In smo rekli, v tem sklopu Radio and Juliet sicer je bil, je zabeležil natančno 20 let 23. aprila letos, ne, se pravi, malo smo premaknili to praznovanje in smo rekli, zakaj ne bi dali v enem tednu vse skupaj. Ne. Odziv je neverjeten, mislim, vemo, da je Vita bila razprodano, da so dodali še eno predstavo, ne, in v nedeljo je bila ta dodatna, se pravi na izven. In dejansko sem stal v prvem dejanju in v drugem dejanju sem našel en sedež gor, zadnja vrsta balkona. Ne. In zdaj Radio and Juliet je bil skoraj da razprodan. Pergintus je tudi, mislim, kje so ti ljudje, odkot prihajajo, ne? Naše mesto ni največje, ne? Da je takšen odziv, ne, na te seveda zelo različne dogodke, je neverjeten, ne? In še enkrat pove, da naši dragi občani, pa tudi iz okolice predpostavljam, imajo radi naše gledališče in to, kar počnemo. Ja, v torek potem, ko so plesalci odplesali Radio and Juliet, vem, da ste vprašali na odru, ne, roke gor, kdo je tukaj prvič, in veliko ljudi je dvignilo roko, ne, in vas pustilo v bistvu odprtih ust. Ja, nisem mogel verjeti. Jaz sem mislil, da so tako kot pri tangu. Ne. Mislim, tango je predstava, ki je zelo specifična, ne, in bolj kot predstava, vsaj jaz in še nekateri, pa tudi izmed gledalci, ki so si ogledali večkrat, pomeni nek družbeni ali pa družabnik skoraj dogodek. Ne. Vsakič, ko jo damo zelo redko na repertoar in tudi letos na glavnem trgu, je prišlo, mislim, tudi takrat, če bi vprašal gledalce, najbrž bi ne vem, 3/4 dvignili roke, da so gledali prvič predstavo. Ampak ja, v tem sproščenem duhu in atmosferi po končanju Radio and Juliet se mi je zdelo, da moram par stvari povedati in izpovedati se in tudi povabiti na oder člane prvotne zasedbe in tudi člani, ki so bili z nami, ne, se pravi tehnična ekipa na vseh teh gostovanjih in ja, v tem sklopu se mi je zdelo tak spontan zaključek, ko sem vprašal še nekaj, ne, koliko izmed vas so gledali danes prvič predstavo in ko sem skoraj dvorana, ne, cela dvorana. In sem tudi povedal, ne, da nekateri so pač 20-krat, tako da pač čaka še. Ampak 20-krat ponovitev v Mariboru, mislim, da bo to trajalo nekaj časa, ne, ker kot rečeno, nedoročene predstave, čeprav Radio and Juliet moram priznati, ne, in če ste nameravali, da se malo ustavimo tukaj in malo govorimo o tej predstavi, me zmeraj preseneča, kako upravičeno aktualno deluje, ne, v tem času in nasploh. Morda zaradi tega, ker ni opredeljena času v njeni podobi, se pravi, kljub temu, da gre za Shakespearea, tu ni obdobje, ne v kostumih, ne v scenografiji. In je glasba tista najbrž, ki je na nek način konstantno aktualna, kot sem dejal, ker Radiohead, takšen, kot sem ga zbral za to predstavo, je glasba, ki potrebuje malo več pozornosti, ne, da jo odkrivaš, ne, in ne samo poslušaš, ampak ta vizualni podaljšek v koreografiji še vedno zelo, zelo dobro učinkuje. Ne, in če vzamemo denimo, ne, to, kar sem povedal tudi Marku Japlju, scenografu, ne, kot vidite, ta scena, dejansko ideja je prišla zaradi aktualnih konfliktov takrat, ne, na Bližnjem vzhodu, ne, ki so aktualni še zdaj in so bili še pred 40 leti in 60 leti, ne, od leta 48 dalje. Skratka, določene stvari se nažalost ne spreminjajo in ostanejo del kulture, ne, kljub temu, da se zaporedje generacij menjajo, ne, konflikti in vemo, da so samo novi akteri, ne, ki zagovarjajo pač dejansko iste interese. In Radio and Juliet me je neverjetno presenetil in interes po predstavi, ne. Mislim, letos bomo uprizorili balet v Oklahomi. Ne, mislim,
še ena potrditev, da stvari, ki si jih tukaj izmislimo, ne, v Mariboru postanejo zanimive potem za cel svet. Ne. Kar je dokazal v še večji meri, ne, ker za nekatere mogoče je Radio and Juliet zelo malo napredna za nekatere baletne hiše, ker mogoče ni preveč narativna, kar se mi zdi fantastično, da ravno zaradi tega je in ne nazadnje tudi zelo mislim, značilna ta koreografija, ta hitrost, ne, ki je tudi en element naše družbe, ki dobiva, ne, v pospešku. Se nam zdi, da se stvari vedno hitreje premika. Ampak sem povedal spontano nekaj na odru, kar mislim, da velja. Radio and Juliet, ne, se neko čas hitro mine, ampak se zdi, da nekatere stvari se dogaja pred svojim časom. In nisem mislil nujno na predstavo kot takšna, ne, o tem ne bom jaz presodil, ampak sam čas. Ampak izkušnje, ki smo jih imeli za to predstavo in vse stvari, ki so bile življenjske ali pa profesionalne povezane, gostovanja in poti, ki so se odpirale, ne, po tej premieri. Ne, še takrat, od leta 2005 smo začeli obsežno gostovati, ne, in vsaka država je bila prva, ne, premierna. In je dejansko predstava, ki je prispevala največ k ne prepoznavnosti, ampak k spoznanju nasploh, spoznanstvu mariborskega baleta dejansko po celem svetu. In če Radio and Julietu to uspelo, mogoče potem o Peer Gynt, ko bomo govorili, bolj konkretno zaradi narave predstave, ne, ki je prva moja narativna predstava, sledi seveda po literarnem predlogu Ibsena, ne, Peer Gynt. In ja, to pa je en projekt, ki se je zgodil bolj iz radovednosti, ne, ker sem se upiral pri povedanju zgodb, to so koreografi, ki so počeli v 20. stoletju in tudi sedaj, ne, da me ne zanima, to se mi zdi tako nekako, ne vem, da imam jaz dovolj za povedati, ampak Peer Gynt mi je dejansko pokazal, da lahko še zmeraj povem svoje zgodbe tudi skozi eno konkretno literarno temo, oziroma niti ne, da jih lahko prilagodim skozi drugega junaka, ne, v tem primeru Peer Gynt. In to sem začel potem intenzivno delati, raziskovati in me je pripeljalo do naslednjih izzivov, ne, ampak da se ne zdi to kot nek zaključek, in spoznavanj, ne, na moji poti, ravno zaradi narativnih predstav, ki smo jih lahko videli tudi v Mariboru, Peer Gynt in kasneje Faust, in druge sem delal tudi recimo v Bolšoju, Mojster in Margareta, Bulgakov, se pravi vedno bolj zahtevne in nemogočne teme so predstavile naslednji izziv, določeni umetniški direktori, ne baleta, ampak oper, ko so gledali moje narativne predstave, so sklepali, da bi moral začeti režirati opere. In to se bo zgodilo v tej sezoni in v Grand Theatre du Genève bom režiral svojo prvo opero. Castor in Pollux, Rameau, klasična, baročna skorajda glasba, tako da je to naslednji izziv in to me je pripeljalo, ker Danilo Rošker, moj dolgoletni direktor in dober prijatelj, že nekaj časa skupaj z Simonom Krečičem me nagovarjata, da bi se moral lotiti opere režije. In dokončno imamo konkreten predlog, ki se bo zgodil ne v tej sezoni, ampak v naslednji, se pravi leta 27. februarja.
Hvala za to informacijo. Sej, ravno to sem želela reči. Že pri vaših torej baletnih predstavah ugotavljamo, da ste v prvi vrsti oziroma predvsem tudi režiser, ne? Da torej to, kar gledamo, ima veliko nekih režiserskih premislekov in da seveda je prva stvar, to tudi vi sami večkrat poveste, ki jo morate narediti pri nekih takih dramskih delih, da torej odzamete tisto, kar je osnova teh dramskih del, torej besede, ne? In potem torej na drugačen način pripovedovati to zgodbo. To, kar ste prej govorili o narativnih baletih, koliko so vam blizu ali vam niso. Zanimivo, ker mislim, da glih o teh besedah sem v zadnjem intervjuju govoril prav za Tako, Petro. S Petro Vidaljem, seveda, se smo prebrali. In da, sem dejal, mislim, kako doživeti, ne, in ponuditi gledalcu oziroma bralcu, ki je prebral te knjige in te naslove, enako ali pa podobno izkušnje pri gledanju plesne baletne predstave. Tako da okvir je sodobno gledališče ali pa in vsi elementi, ki prihajajo, so iz nujnosti, ne, so iz potrebe in dokler ne najdem prav način, da določeno so. Mislim, nekatere stvari seveda so del dolgoletnega raziskovanja, ne? Ampak potem, ko imaš en zelo močan okvir, se lahko prepustiš naključja in napakam in stvari, ki niso načrtovane in ponavadi rušijo še tako močne zgradbe, kot so pripravljeni okviri, ne? Ampak moraš dati ta proces skozi, zmeraj znova in v skladu z zgodbo, ne? Nekatere so bolj zahtevne, nekatere so, in tukaj so tudi eni drugi elementi zelo pomembni. Glasba v našem primeru je ključna, ne? In zdaj Peer Gynt je, lahko rečem, tako posrečen, ne, zaradi teh nekih naključij in potreb, ne? Mi vemo, da za Griega, ne, mislim, njegove 2 suiti, Peer Gynt, niso bile mišljene za balet, ne? Ampak jih je napisal za Ibsenovo premiero v Kristijaniji še takrat, ob koncu 19. stoletja in sta hitro še narazen, ker Ibsenu, in poznamo njegov svet, se je zdela Griegova glasba preromantična, premočna, premogočna in skoraj da pretenciozna, ne? In se strinjam s Ibsenom. Jaz sem imel iste težave. Sem rekel, kako bom jaz koreografiral prizor Trolena. Mislim, vsak povedal, odkot je ta glasba. Iz igric, iz, ne vem, video igric. Ali pa, se pravi, ali pa mislim, to so taki tuni, ne, super pop in popularni, lepi sicer, ampak se moraš nekako znajti, ne? In vedel pa sem, da si želim Ibsena nekako mislim, to izkušnje Peer Gynta, ne, skozi 5 dejanj strniti v dvodejanko, ne, v 2 dejanjih in ne. Ja, intuitivno sem želel Griega, kljub temu, da sem se moral boriti, ne, z njegovim svetom, in sem razumel, da nekako skozi to glasbo, ki je zelo prijetna in privlačna, mi nudi možnost, da grem jaz malo bolj divje, ne, in se približam Ibsenu. Tako da na nek način preko Griega smo premostili moj svet z Ibsenom in to me je prisililo, da raziskujem več kot kar te suite oziroma incidental, da, naključno, ali incidental, ne vem, kako bi se to prevedlo v slovenščini, glasbo, ki jo on napisal za dramo, sta šla narazen po premieri in je on izdal, ne, pod narekovaj, te 2 suiti, ki so postali sigurno bolj popularne v tistem času, kot pa samo delo Ibsena. Ampak sem raziskoval in poleg
to znano glasbo, ki jo je napisal za dramo, Grieg ima ogromen opus. In če smem, ali Povejte. sem malo predolg, Povejte. da vam dam dva primera. In tudi, seveda, ko sem se prebijal skozi tekst, sem najprej pogledal, kaj bi lahko bilo zanimivo za plesni prizor, to, kar je nemogoče v dramskem. In sem se takoj ustavil v začetnem poglavju, v tekstu, ta dialog med Gintom in Ase, med mamo. Ta njegova laž, ne? In v tej izpovedi, ne? Mama ga vpraša, kje si bil spet celo poletje, si pijančeval, pa si se tepel okrog, ne? Tako tvoj foter, ne? Ki je tudi umrl v bedi in pijanec. On pa se zlaže in Ase ve. In do te mere, da je skoraj da ganjena in fascinirana z njegovimi pripovedi. In tukaj mi vidimo, da je on umetnik, ujet v tem prostoru, v tej družbi ozki in ga takoj preberemo in zaznamo tip tega človeka. Ampak on pripoveduje oziroma se laže, da je bil na lov za velikega belega jelena. In da ga je ujel in ga je zajahal in potem sta letela preko vrhov, pa sta se potopila v ledenih jezerov in sta prišla nazaj in sta, ne vem, mislim, laž je čudovita v tem primeru, oziroma ta pripoved. In se neko potrebujemo tega jelena. Ne? In tako sem si izmislil tega tipa, ki ga vidimo in je še zmeraj naša prva zasedba Jansi Celuske, čudovit jelen. Eden od najboljših, ne, na poti te predstave, o številkah bomo govorili malo bolj pol. In to je tudi iz sebe prišel, ne, ker sem bil poškodovan par let pred tem, ahilovo tetivo sem si pretrgal na vajah in 6 tednov sem bil z gipsom. Ampak proti koncu sem tako suvereno letel preko štengah in ne vem kaj, mislim tako, sem prav skoraj da plesal. Tako da sem imel to izkušnje v telesu in je bil neke vrste poizkus, ne, ko smo ga ustvarjali, ne, koreografirali z temi berglami. Ne. In je ratal en zelo zanimiv lik, ki seveda sem ga moral potem dalje razviti, ne, sem ga želel imeti skozi predstavo. In za podobno izkušnje, da malo skrajšam, kaj je potrebno, ne, Ibsena brez njegovo besedilo, potrebujem moje izkušnje vizavi njegovega dela in to, kar sem delal, te prisili, da si izmisliš celo nove prizore, to, kar sem tudi delal, da dejansko zaobkrožiš podobno ali pa enako potovanje kot v knjigi. Ampak v celem opusu Peer-Ginta nisem čutil ta vzgib glasbeni ali pa podlago za ta prizor. In sem toliko iskal, dokler sem našel njegov kvartet za godala. Ne? In v tem kvartetu je cel ta prizor. Tudi dialog za mamo, lov za jelenom, ki traja približno, to je uvodni del tudi v predstavo. In na tem sem začel graditi. Nisem vedel, kako bom lahko vse te različne svetove in tudi žanri, ki jih srečamo oziroma odkrivamo v enem dramskem delu. Ta naturalizem, ne, še bolj kot realizem na začetku na vasi, potem ta fantazijski del podzemlje pri trolih, romantični moment Solveig, potem pa se razvija v filozofski tekst, prejde v metafizično in skoraj duhovni na koncu. Ne. Toliko in mislim, da predstava kot takšna presenetljivo nekako in z eno lahkoto ruši vse te
meje med temi žanri in se poigrava za lahkoto, dejansko za samim, ne samo za Pergintom in za njegovo usodo, ampak tudi za lahkotno se poigrava z Ibsenom. In to nepretenciozno in zelo, zelo jasno in lucidno. Določene stvari se tako zgodijo, ta konec v Pergintu, ko Solfejk, simbolično, pride z hišo, ko ima ta vrata na hrbtu in jo nosi, celo to breme njenega življenja in pride do Ginta, ki ni zmožen niti trkati po celem potovanju in ni raje gre še enkrat v gostilno, eno pijačo, da bi da dobi pogum in le naredi ta korak, da se vrne k njej. In so tako močne in gledam se rekel, to je mogoče najboljši konec določene, mislim, ki sem ga kadarkoli delal v svoji karieri in niti se ne trudim delati boljšega. Če se bo zgodilo, se bo zgodilo, ampak sam ga ne morem načrtovati. To je bilo zdaj zelo lepo vabilo na petkovo in sobotno predstavo, ko boste tudi torej vi plesali, dajali ste v torek. Ja. Danes nisem bil v Romeu, ker se šparam za petek in soboto. Pa me je mikalo, da priletim tudi v Radio in Juliet, ampak ni načrtovan in bo to mogoče za 30, ker zdaj smo zamudili vlak. Ker se počutim še, mislim, tudi se trudim ob koreografiranju, pa da nekako obstanem v neko kondicijo, ker sem bil navajen vedno kot plesalec, pravi, da si aktiven, ne da zdaj čisto vse odplešem in plesalci to potem ponavljajo, daleč od tega, ampak sem nekako za celo podobo vključen v proces ustvarjanja. Ampak to je bilo to, da nastopam v Pergintu v vlogi smrti, ki je ena zelo, v bistvu skoraj da dramska vloga z kratkimi gibalnimi dodatki. To se je zgodilo zato, ker Gaj Žmavc, ki nas je zapustil, ki je prvotno odplesal to ali pa igral to vlogo, je prevzel vodstvo lituanskega baleta v Klajpedi, kar je seveda zelo fajn za njega. In težko smo se ujeli potem na gostovanjih in tako naprej. In enkrat sem rekel, koga še, ker imam še par, ker predstava je dejansko na repertoarju letos v 10 teatrih po Evropi, kar je zelo lepo. Ampak logistično malo težje. Da je, sem mogoče v tej obletnici, mogoče pa še, kjer smo jo postavili malo bolj pol. Skratka, in se neko enkrat, če sem jaz tisti, ki jih zmeraj učim, povsod, izključno jaz se ukvarjam za to vlogo. Miloš Isajlović, ki je naš glavni Pergint, pa je tudi glavni asistent Perginta in njegove izkušnje oziroma celo predstavo potem postavi za drugo gledališče. In na enem gostovanju v Nemčiji, v Ludwigsburgu, mislim, da lani sem prvič nastopal in sem se kar nekaj časa prijavil, ker tudi nekaj malega govorim v norveščini. In sem imel kar veliko tremo, zdaj sem po še parih izkušnjah, letos sem tudi gostoval, ampak pri nas nikoli nisem nastopal in mislim, da sem zdaj končno pripravljen, da se mariborski publiki ponovno pokažem. Je že dobro, da je ta make-up in to mogoče me ne bojo prepoznali. Mislim, da jih bo veliko tam, tudi zato, ker ste vi na odru. In se bom potrudil ta skok, čeprav zdaj ni več skok, mislim, da je zelo utemeljeno odločitev koreografa, da mi dovoli nastopati v Pergintu. Večkrat ste dejali, da ste romunski plesalec, slovenski koreograf in da so se vam šele v bistvu v vlogi koreografa odprle vrata številnih baletov po svetu, ki so vam bila kot plesalcu zaprta. Kakšen plesalec ste bili oziroma ste še? Zelo ste prijazni. Plesalec bom zmeraj. In
imam občutek, da dokler človek pleše, tudi sicer je povezan, ne, z osnovno neko potrebo po življenju in živeti. In, ja, to še kako drži, da tukaj sem dobil priložnosti, tukaj sem srečal ljudi, ki so vplivali na moj razvoj in ko so mi zaupali. In tukaj bi izpostavil seveda Tomaža Pandurja in vsi potem bo nadaljeval, tudi Stane Jurgic, ki mi je zaupal tango, Valentini in meni. V prvi fazi seveda Edi Dežman, direktor baleta, ki nas je tukaj pripeljal, ne, Sergio Moga, Julian Ermalaj in mene leta 1991. In nenazadnje Danilo Rošker, s katerim delava že več kot 30 let, oziroma kmalu 35 let in mi je zaupal, ne, po Radio in Juliettinu nadaljevanju tudi, mislim, pod njegovim vodstvom se je to zgodilo in v nadaljevanju, oziroma malo predtem tudi zaupal vodstvo ansambla. Prejšnji teden smo imeli matine, ne, za gledalce in tak en začetek, zanimiv, ne, kot plesalca, ampak ne v klasičnih baletih, za katere sem bil izurjen in sem bil obseden z klasičnim baletom in sem tudi nek nivo dosegel po tolkem trudu, ampak sem se zavedal, da mogoče ni to, kar sem si, ne vem, zakaj sem bil tako drzen v glavi, da bom lahko pobegnil iz sistema, ne, ko sem bil že, ne vem, 90 let star iz Romunije in da bom postal najboljši baletnik na svetu. Ne. Mislim, dovolil sem si te. In to sem potem ugotovil, ne, pri 20, da ne bo tako enostavno in da se bom moral sprijazniti s tem dosežkom. Največ, kar sem dosegel, da sem gostoval v vlogi Bazilija v baletu Don Quixote v HNK Zagreb. Ne, in to je bilo to. Ampak sporedno sem tukaj spoznal Pandurjevo gledališče in ta svet. Ne zato, ker me je zanimalo in nekako sem bil srkan v to dogajanje, pa tudi izven predstav in vsta, vi ste premladi, da bi ampak mogoče ste slišali, vsta svet okrog gledališča. Ne. To je bilo res nekaj izjemnega. Ne da se ponoviti na ta način. Smo pa to dalje razvijali, ne, v čudovite zgodbe in v to, kar je postal mariborski balet v tem času, ne, in da smo dejansko prisotni na skorajda vseh celinah. Nepredstavljivo, ne, je bilo takrat meni, pa tudi mojim kolegom. In na tem matineju me je vprašala novinarka, kdaj ste se prvič srečali oziroma prvič poslušali o Fortuno Karla Orfa, ne, ko je tako značilna in skorajda isto tako popularna kot te melodije Grigove, ki sem jih malo prej malce zapel, lahko pa tudi o Fortuno malo zapel. In sem se takoj spomnil spontano. Vem, kje sem to doživel na odru. In to je bilo v Infernu, božanske komedije, ne, Tomaža Pandurja. Je bil prizor, predstavljate si, smo imeli iz gipsa narejene Dantejeve glave, v tem primeru je bil, oziroma vemo, da je Brane Šturbej igral Danteja, in smo imeli njegovo glavo, kalup, oziroma iz gipsa, če se ne spomnim, čeprav mold, z luknjo, ne, v sredini glave. In v tej odprtini smo imeli kuhane špagete. In mi smo tako z rokami te špagete vlekli, mislim, čudovita ideja, ne, in simbol, ampak verjemite mi, da nisem razmišljal o tem, kaj to pomeni, se mi zdelo čudno, ne. Ampak mi smo se veselili in tako smo bili bolj lačni že odprej, pa malo bolj slabo plačani in tako naprej.
po končanem prizoru, ki se je razvil, se pravi po tej večerji, ne, v Inferno, v enem momentu se je začela O Fortuna. In ni bila skoreografirana za neko formo, ampak dejansko mi smo morali doživeti skozi nek trans in neko tresenje in smo se pač samo tresli in to, kar je bilo tudi malo čudno, kdo so ta bitja, ti mrtveci, ti nemrtvi, ampak je bil zelo, zelo močan prizor. Ne? Tako da tisti je bil prvi posluh najbrž ne, ampak prva konkretna izkušnja z O Fortuno. In vse to sem jaz pripovedoval v Dortmund, zdaj ti ljudi ne vem, kaj so, o čem so razmišljali, ampak z veseljem. Tudi vem, partnerka moja je bila Helena Krieger, ki je zdaj vodja oddelka za balet v konservatoriji. In takrat se nam je zdelo celo malo smešno. Mogoče včasih smo se tudi smejali, ne, pa nam je Tomaž rekel, daj bodite malo bolj resni, če smo bili 20 let, 21 let. No, ampak po končanem prizoru pa smo leteli in smo par nas spraznili vse glave, ne, s temi špageti, ne, ker so bili, mislim, da z maslom, ne, pa malo, ne vem, če so jih glik solili, ne, ker mislim, da tako da smo zastonj večerjo imeli, ne, za kulise. Prej ste omenili, kaj ste razmišljali, ko ste bili stari 90 let, ne? Ta vaša življenjska zgodba, ki jo zelo dobro poznamo, mogoče skoraj enako dobro kot potem vaše baletne kreacije. Zdaj, 2 leti nazaj oziroma v začetku leta 2024 smo lahko gledali na RTV tudi dokumentarni film o vas, Uživajte, oder je vaš, v katerem se vrnete tudi v Romunijo, vrnete v ta konzervatorij, kjer ste plesali, kamor ste bili poslani pravzaprav pri 10 letih in so posebej ganljivi ti prizori, ko se vrnete tja. Nič ni bilo načrtovano. Mi smo vedeli, da smo se in Božo Grl, režiser, me je klical januarja tisto leto, 2019 smo mi začeli snemati. Edi, vi greste na gostovanje v Romunijo in to je bilo dejansko ne samo v Romunijo, ampak v mojem kraju smo gostovali. Oradja, sicer to je glavno mesto tega območja. To je mesto, ki je 18 km oddaljeno od madžarske meje. Jaz pa živim malo bolj na jugu, Bihor se imenuje ta kraj, med zahodnimi Karpati. Ampak moj kraj je zelo, zelo, zelo mali. Ampak tu me ustavite, prosim, da ne začnem z internatom iz Romunijo in z Rusiji in tako Povejte, naprej. kaj o tem internatu? Ker nimamo dovolj časa. Torej 10 let ste bili v bistvu stari, ko se je vaš 10 oče, let. Da, in če potem ste prav razumem, videli, odločil. moj oče se je odločil, moja mama se je upirala, še posebej, ko je videla, in ste videli v tem filmu, edino, da mogoče ni bil tako zaprašen, ampak stavba oziroma interjeri so enaki. In smo imeli te železne postelje in smo še tiste kariraste koce. In ste videli tudi to peč, na katero smo se greli. In to je bilo to. Stranišče pa, kot ste lahko videli, je bilo povezano z enim zunanjim hodnikom, ne pa kopalnice. Tako da smo vedno letali po tem hodniku po zimi, ne? Ampak smo bili navajeni. To je srhljivo in ko pripovedujem, pa tudi ko sem videl, je dejansko, ne, ko človek reče, da to ni del mojega življenja. Ne? Mislim, težko se vrača, čeprav so momenti, trenutki, situacije, ki so še zmeraj tako žive, ne, v spominu. Ampak to je en dokaz, da se človek prilagaja na vse. Moja mama se je to težko, mislim, nismo živeli tako razkošno, ampak smo v nekem normalnem, čistem bloku in stanovanju, pač to, kar smo imeli. In to si ne morete predstavljati, ne? In stalno lačni in pomanjkanje vsega. Potem še te redukcije, ampak vse to v enem kolektivu se da, ki je povezan v to isto usodo, se da preživeti. In ne samo, ampak na koncu smo tudi našli način, da se fajn imamo. In ta smisel za humor, ne, ki je bil tak nekako ukoreninjen v nacijo. In sami smo se delali noč, to samo ironijo, kaj smo imeli, ne, to me spremlja še dan danes. Ne. Spravi, po tistem naj ne bi bilo nič težko, ne, ampak si človek ponavadi samo teži stvari, tudi takrat, ko ni potrebno.
čudovito obdobje in bi se vrnil nazaj z največjim veseljem in isto ponovil še enkrat. Tako da sem hvaležen, da sem lahko dal, kot da imaš dve življenji hkrati. Ne. Ampak o dokumentaciji je zanimivo. Bože je rekel, fajn bi bilo ta vrnitev domov in to je bilo to. Ne. Mislim, za koncept, ne, da mariborski balet gostuje in tam pride mama in familija in nas vidijo v uradio in se vrnemo nazaj. Ampak smo nadaljevali se nekaj, kaj če bi šli do šole. Ne, v Kluž, ki je oddaljen 650 km od Oradja, Klužna Poka. In tam sem se šolal. Od mojega mesta do Kluža, se pravi, vse skupaj je 250 km, sem rabo 7 ur z vlakom. Ne, in sem 2 vlaka menjal, takšne razmere smo imeli. In seveda sem prišel samo enkrat na par mesecev, kot smo imeli počitnice domov. In smo rekli, gremo obiskati šolo, ampak tudi stavbo, ker vem, da ni več internat. In prihod na dvorišče, stavba je enaka. In vse to, kar sem malo prebudal, ni bilo načrtovano. In ko sem poskusil vrata, ne, lesena vrata za vhod v internat, in seveda, da so odprta, se neko, kar mi sledite. In sem se zlomil, ko sem videl železna vrata, oziroma ta kovinska mreža, identična, pa tudi malo razširjena tam pri kljuki, ker včasih smo dali roko, pa smo si, ko je bil zaprt internat, smo skušali na silo odpirati. Enako. In tisto pa je bilo nekaj, kar je tako resnično. In me v istem trenutku nazaj pripeljalo v to obdobje. Seveda sem se zlomil, ne, in ni bilo, še enkrat povedano, vse, kar je sledilo, ne, zaporedje teh posnetkov so bili spontani. In internat, oziroma spalnice in res je bil neverjeten prizor. Kar je dalo to iskrenost in pristnost tem dokumentarcu. Tako da sem vesel, da smo to zabeležili. In drugi dan, seveda, režiser in kameran, veš, mi bi še nekaj posneli, pa bi se vrnili v te interijere. In ja, to je bil čisti Tarkovski, ta moment in ta internat. In zdaj vem, odkot ta povezava, ker obožujem Tarkovskega. Pardon, to sem malo sam zase poudaril, ker sem zdaj v enem raziskovalnem obdobju. Skratka, in pridemo mi nazaj do stavbe in je bila že ključavnica, ne ključavnica, kaj že, no? Ni se dalo več not. Lock. Ključavnica je to? Ja, tako. Ja, se pravi, od spodaj so zmeraj bili osebna stanovanja, ne, pod našim internatom, se pravi prtliče, in nekdo nas je prijavil. So vas videli. Tako da je bila stavba zaprta, ampak mi smo dejansko dobili to, kar smo niti ne želeli. Ne, to, kar je. In pripoved moje mame v moji sobici, ki je enaka, kot ste videli, ker sem šel z 10 leti in sem imel par igračk in so se odločili, da ne bojo meni, in dejansko je ista, ne, moja otroka so tako smehta, ne, in točno veste, ki je kaj, kateri plišek, ne. Ko sta bila mala, sta nekaj vzela, ampak ko imam še pisalna miza, je bila del omare, ki si jo dvignil, pa sem imel eno nogo od spodaj, ne, za podporo, in tam sem naloge delal. In mi je bilo zanimivo, ko sem videl, mi smo dobili iz Jugoslavije takrat na črnem trgu čigumi v obliki cigarete. Se spomnite? Ne. Ne. In notri pa si imel nalepko. In to se mi je zdelo fancy, da te nalepke... Ne tatu, ampak prav tak nalepko, da si slikica za nalepko. In ponavadi so bili pevci. In še zdaj imam 3 nalepke. Ena je The Police, ena je Bijelo dugme, pa ta tretja ne spomnim se, kaj je. Ampak Bijelo dugme, ne, sem imel stik
če bi vedel, da bom delal z Bregovičem, ne, pol v mojem življenju, bi se zdelo to. In to sem tam v 80-ih, ko smo bili ujeti oziroma zaprti v državi, sem to zbiral. Plivka, če se ne motim, je bila tovarna. Ne vem, ali je to Hrvaška, ali da, Plivka. Mi se zdi. Pa druge stvari, ki smo dobili od vas, vegeto. Mi smo vegeto dali na vse, ne, smo kruh, pa mast in vegeto, to je bila specialiteta. Ne. Še vedno Tako da mi dajte. vegeto smo... vegeto ne, ker zdaj sem v letih, ne, ki človek se začne ukvarjati z avokadom, pa ne vem kaj. To se že prej začnemo Ne, ukvarjati. tako da že prej in vse to se valjda nekako držimo, ne, da se lahko pregrešiš. Včeraj, na primer, nenačrtovano sem zaključil pri sosedu, pri Stankecu, ne, in zato mogoče sem malo bolj otečen danes. Ampak danes pa ja, samo avokado in mogoče samo kakšen. avokado. Zdaj imam še tam kefir, ne, pa kos črnega kruha, žena pija, je prvič včeraj spekla. Pardon, ampak mislim, da je povdala, da prvič spekla kruh, tako da me zanima zdaj, kak je, da rženi ali pa pač. Tako da vsa ta semena so zdaj ne, in Vse pride prav. Pa črna kava brez mleka. ja, to pa sem začel kavo piti. Ne, prva kava zjutraj imam par kapljic mleka, ampak potem čez dan in popoldan je še tisti espresso. Ampak brez mleka pa več sladkorja pijem, kdaj sem nehal kaditi. Aha. In zdaj je 11 let, odkar ne kadim, ampak občasno, ko je razlog za kakšno praznovanje, pa si kakšnega prižgem družabno in sem vesel, da se ne prime. In se vsi trudimo, ne, koliko se da zdravo živeti, ampak pretiravati pa ni treba in pa zmernost, ne, je vedno. Ko ste bili še baletni plesalec, Nisem oziroma ja, je bila to vaša, mislim, takrat ste se, ne, si mislimo, predpostavljamo, tega držali še bolj resno, ne? Mislim, breme je. In jaz se spomnim potem tudi, ko se je tango zgodil. Ne, in v tango plešemo zgoraj brez v drugi polovici predstave. In seveda tango, takrat sem bil 24 let star, ne, in zmeraj sem bil zelo suh, ne preveč miščast in fitness in vse te dodatne aktivnosti ob samih treningih, ker danes plesalci so pravi atleti, ne, mislim, izklesani in tudi zaradi napredka, ne, fizičnega in tehničnega je zdaj dodatno še to potrebno. Ampak se spomnim, koliko smo bili obremenjeni z izgledom. En prijatelj iz publike mi je po eni predstavi, par let potem, je rekel, ampak malo tudi ti, ne, love handles, ne, tisto pa mi je bilo, ne na hrbtu, ampak nož v hrbet, ne, in celo kariero se obremenjeval s tem, ne, in Bog ne daj, da je tango po počitnicah, ker potem cele počitnice si samo, tako da je to del našega poklica prisotno in ja, inštrument mora biti brezhibni in se zahteva, ne, to je en lep poklic in tako da nisem, to ne pogrešam iz obdobja plesalca, pogrešam pa Švic. In to pa si pomagam, se mi tudi malo smejo, sem čisto obseden z eliptikom Orbitrek. In imamo enega v gledališču in točno vejo, kdaj sem jaz bil gor in grem, skušam vsaki drugi dan in to mi, ne verjamem, in glasbo, ne, Radiohead, ne samo Radiohead, ampak, ker zdaj niso več Radiohead, ampak so The Smile. Če niste vedeli, prej so bili tudi Atoms for Peace, ampak še zmeraj poslušam in so mi definitivno najljubši band, ampak glik zdaj se mora odgovoriti, kar je tudi zanimivo, čeprav nikoli nisem imel stik z njimi, najbrž že vejo, ne, zaradi tudi vseh teh tantiem, ki jih dobijo, da obstajamo, mogoče enkrat, ampak so me The Cure kontaktirali pred kratkom, ne, in tudi lahko povem, klaviaturist, kako je že, O'Donnell,
To pa ne vem. Da. Od The Cure tudi piše glasbe za film in tudi je napisal zdaj en partituro za balet, ne smem izdati ime, in spremlja moje delo in sem bil presenečen, član The Cure, ki jih obožujem iz 80-ih in zdaj se bojo... In tudi sam sem si naložil, ko sem bil lani v Berlinu, sem delal, in sem videl plakate, da bojo izdali nov album, 15. novembra lani, in sem bil tako, ko me sem čakal, in sem potem za tem albumom živel par mesecev, pa sem mu to napisal. Tako da mislim, da do tega ne bo prišel, ker glasba, ki je napisal, nekako me ne pritegne. In kolikor se sliši fajn, mislim, da temu sodelovanju se moram nekako, ga moram odvrniti. Ampak nisem hotel povedati, da mogoče rajše bi na The Cure, glasbo mogoče nekaj ustvarjal, ne pa na nekaj, kar je ali pa tudi ni povezano z njihovim slogom. Zdaj, ko vas tako poslušam, se mi sicer zdi, da ne, ampak bi sicer zase... Roger O'Donnell. Aha, yes. Roger O'Donnell. Klaviaturist, da. Bi sicer zase pri vseh teh vlogah, ki jih imate, pa zdaj ta nov izziv režija opere, bi rekli, da ste perfekcionist, da ste zelo obremenjeni z... Mislim, to je perfekcija, seveda je, vemo, da je pojem. Natančen, ja. Perfekcionist pa ne, ker mislim, da že sama beseda narekuje neko omejitev. Mislim. Ampak bolj urejen, kot pa tudi natančen. Tako da rad imam neko ozadje zelo urejeno, da lahko potem si privoščim neurejenost, da mi diktira. In v bistvu da, to je, ker dokler ne zaznavaš oziroma ne razumeš celo svojo misel, ki jo projiciraš, pa potem v idejo dobiva neko jasnino, prihaja iz nekaj, kar lahko bi rekel, da je obratno, iz neko gmoto, kjer stvari nimajo neko logično zaporedje, ali vsaj mi ne zaznavamo kot takšno. In ja, strmimo k tem, da smo čim bolj urejeni, da se veliko pripravimo ravno in v mojem primeru trdim, da s tem dosegaš določeno svobodo v ustvarjalnem procesu. Ampak potrebuješ ta proces in ta okvir. In mislim, da je to tudi povezano z tisto strogo disciplino baletnega plesalca, ki je neizprosta. In jaz spomnim, nedelje so mi šle na živce, ker nisem mogel trenirati. Mislim, in da drugi dan se mi zdelo, da sem deformiran, kako natančno čuti vsako spremembo ali pa vsak neki obrok odveč bilo nekoč o urejenosti. Ampak tisti, ki so mi blizu, vejo, da sem urejen tudi sicer, mogoče to imam od mame, ker tista sobica je le morala biti pospravljena, in tisti prahec, vse te igračke, mama je krasna, ste bili na posnetku, ampak če bi jaz zdaj Sofija ali pa Izako rekel, zdaj vse, kar imate na policah, na posteljo, in lepo prah brisati pa nazaj. Ja, mislim, da bi morali. Redno se vračate, v Romunijo, enkrat na ali leto. večkrat? Enkrat poleti obiskujemo mamo in otroka se ful veselita in malo te kraje smo začeli zdaj, ki so čudoviti, ti zahodni Karpati. In ja, to potrebujem. Smo kratko, 3-4 dni. In še torej drži, da vas bomo zadržali v Mariboru. Vemo, da ste imeli veliko nekih... Ne, iz Maribora sem se že... Koliko? 15 let selil v Malečnik, v hišo. No, v redu v Malečniku vas bomo zadržali? Vsekakor. Mislim, ne morem si predstavljati drugačne. Ne vem, zdaj imamo do tega mandata še 3 sezone, 3 leta. In smo zelo dolgo, 25 let, že na tem položaju. In Danilo, in jaz, in Simon, in
se nam je pridružil kasneje, ampak bomo videli. Mislim, želel bi, da nam sledijo generacije, ki bojo še boljši, še drznejši. Ampak moramo še stvari urediti in pustiti hišo urejeno, sistemsko tudi, in da bojo lahko dalje gradili najbolj nore sanje. Ampak, če se vrnemo na Perginta, mislim, da je fajn poudariti in da se malo pohvalimo s tem, da predstava, ki je iz radovednosti, ko sem dejal na začetku, nastala v Mariboru, je postala zelo priljubljena in popularna v Evropi. In v 10 letih je bila postavljena za druge ansamble in kot obletnica. 10. teater, v katerem je bil Pergint uprizorjen, je La Scala di Milano. Se pravi, je postala del njihovega repertoarja, kar je seveda neverjetna čast za nas. Predtem pa še Dunajska opera in Züriški Opernhaus, Novosibirsk v Rusiji, Riga, Dortmund in tako naprej. Tako da ima neverjetno pot v samo 10 letih. In apropo La Scala di Milano. Po revoluciji oče, tako kot val Romunov, so iskali boljše življenje na zahodu in se je že upokojil kot geolog. In je prišel v Milano, ker je imel tam naslov od prijatelja, ki mu je že predtem uspelo pobegniti in je bil zdravnik. Sam se je šolal, ampak ga ni našel. Potem je moral spati v domu in ne vem kje in je začel v gradbeništvu, ampak je imel, se pravi tako, priložnostno delo. Leta 1991, ko sem jaz že bil v Mariboru. In je vzel s seboj zaključni izpit baletne šole na VHS kaseto, da bi, ker je slišal, da v La Scali dela en romunski pedagog, Vintila. Vsako jutro je šel do Skale in je čakal tega gospoda, leta 1990, z VHS kaseto. Eno jutro ga sreča in se predstavi. Gospod je rekel, ja, bom pogledal kaseto in pri tem je ostalo. In ko sem povedal to, mislim, v La Republiki sem imel intervju, novinarka se je skoraj jokala. Ma Edward, che bello, ma questa storia to moramo objaviti, ker seveda, to še enkrat povem, to, kar mi ni uspelo kot plesalcu, se prebijati, potem kot koreografa sem se vrnil v La Scalo. Ne vrnil sem, sploh prišel 91, po 34 letih. Oče, sem delil z njim ta trenutek. Že takrat sem povedal, ne delaj tega, prosim, ne me osramotiti, ampak on je bil tako vztrajen, da ta kaseta nekako po drugih poteh je dosegla svoj namen. In če govorimo o La Republiki, je tudi zanimivo, da se ve, kaj piše. Ponavadi dobre ali pa zelo dobre kritike ne preberem. In me zanima tisto, kar tisti, ki slabo pišejo, in razlogi in tako naprej. In seveda, nažalost, tak smo ustvarjeni in da nas pač tisto, kar nam ni prijetno, bolj privlačijo v tem primeru. Ampak seveda na koncu pozabiš tudi to in skušaš iz tega vzeti ali pa sklepati to, kar je objektivno, konstruktivno, karkoli že. In ko sem videl naslov kritike po Pergintu v La Scali v La Republiki, kot prvo je tako La Repubblica in piše La Rivoluzione di Klug. Sem rekel, to pa je fajn naslov. In oni so zaznali to kot revolucija, po 10 letih od naše premiere, se pravi, da dobro delamo tukaj v našem Mariboru. Pergint živi naprej, torej v petek in soboto še na odru Mariborskega baleta, potem pa torej Frida še v tej sezoni. Frida, 14. novembra in nova kreacija Valentine, to pa je začetek marca. Kaj še mogoče ostaja ne izživeto, ne doživeto? Rekli se, veliko vrat se je potem odprlo. Česa si še želite tako zdaj prvo iz glave? Kakšnega sodelovanja, kakšnega baleta? V enem
trenutku, ne, ko so se začele stvari tako odpirati. Ne, in pol sem večkrat dejal ta stavek, ne, da sem vedno sanjal v skladu z možnostmi in mogoče en korak naprej, da nisem, kar pove dejansko sem zelo, zelo prizemljen. Ali pa zelo prizemljen, ne rabim reči, zelo, zelo. In to je to, kar mi daje Maribor, in ko ga doživljam, ker Maribor tudi doživljam ne kot moje mesto, ampak kot pojem. Ne. To je prostor, ki ga nujno potrebujem, da niti ne vem, da sem lahko jaz v najbolj smiselnem smislu tega izraza. In seveda sem lahko jaz zaradi družine in vse podpore, ki jo imam tukaj. In ko so se začele te stvari dogajati in delati za gledališča, kot sem omenil, ne, mislim, valjda nikoli nisi sanjal. Tako da so se sanje na nek način uresničile po tistem, ko so se zgodile. Ne. In seveda so gledališča, ki tako potih, ne vem, naprej nikoli nisem delal v Parizu ali pa mislim, ja, sem delal, ampak ne v Garnier, sem imel z baletom iz Toulousa koprodukcijo z Opera Comique iz Pariza, se pravi z manjšim teatrom. Ampak daleč od tega, da bi bile želje. Ne? Ker tudi Skalo in hecno. Mama je bila na obisku par let nazaj, preden sem dobil vabilo za Skalo. In v Mariboru sva se peljala, ne vem, do ene trgovine in rekel, Edi, ampak kaj pa La Scala? In se rekel, ni variante. Ne? Oni so tako klasično usmerjeni. En teden po tistem me kličejo in ona, vidiš, da sem ti jaz. Tako da bom rekel, kdaj me boš vprašala o Parizu? Vaša mama je to zmanifestirala. Ampak smo bili potem, da v sklopu te premiere, glih smo leteli iz Dubaja, ker smo gostovali za Carmino Burano, za mariborskim baletom, ki nadaljuje ne, z osvajanjem ne, novih mest po svetu. Smo leteli za družino v Pariz. Ne. In cel čas smo se nekako obrnili okrog tega Garnierja. In sem rekel, kaj lahko gremo še ta veliki teater, ki seveda je impozanten v Parizu. In ja, malo sem se ironično delal norca sami sebe, ampak kot ste rekli, toliko izzivov me še čaka v naslednjih letih, katerih se jih zelo veselim in da ta občutek, ne, da te nekaj novega in vsakič nekaj na novo dejansko odkrivaš, je tako privlačen in seveda človek mora uživati v vseh teh izzivih in to tekrati tudi spodbuja, da to počneš. Hvala lepa, Edvard Luk, da ste bili naš gost. Srečno torej v petek in v soboto na odru. Kako se reče, ne, ni premiera, ni toj, ni, kako si rečete? Toj, se reče, ne, in z obzirom, da plešem, bom ostal pri tem, ne. Ne bo nobenih nog zraven, tako. Hvala lepa za vaš obisk. Hvala vam. Hvala tudi vam, da ste zdržali do konca. Moje ime je Tjaša Gajšek, sledi še napovednik tega, kaj bomo brali v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, kaj bomo brali čez vikend? Priloga v soboto prinaša zgodbo o pilotu, biologu, fotografu in alpinistu Matežu Lenarčiču, ki v intervjuju govori o zraku in ledu, raziskava za NASA, Poskarolu, politiki doma in po svetu. O tem, kako je videti svet iz letala, pravi. Iz letala se vidi drugačna, širša slika. Če bi ljudje in politiki na primer videli, koliko grušča, peska in kamnitih blokov čaka v naših gorah, da jih voda odplakne v dolino, bi že sedaj namesto militarizacije potekala bagerizacija Slovenije. Pa doma? Trenutna vlada daje sicer videz normalnosti, ljudi ne iritira vsakodnevnimi dekreti, kot je to počela prejšnja vlada, zato so tudi ljudje manj aktivni. V resnici pa nas vodi v izrazito militantno obdobje, kjer bodo okoljski problemi le dober štos.
Športna država smo, ni dvoma. Tudi zaradi davkoplačevalskih milijonov investiranih v šport se ob uspehih vsi državljani upravičeno trkamo po prsih. Analiziramo, kdo in koliko dobi, kako se obnavlja športna infrastruktura v Podravju, kateri športni klubi v Mariboru so največji prejemniki občinskih sredstev. Kljub temu pa so največji sponzorji športa starši. Celo 7 do 8-letniki nas lahko stanejo 30 000 evrov na sezono. Nadja Ebner, avtorica osebno izpovednega prvenca Kako pokopati mamo, ki je še živa, govori o življenjskih preizkušnjah, o predelovanju osebnih stisk skozi psihoterapijo, o odnosu z mamo zasvojeno z alkoholom in odgovornosti za lastno življenje. Njena zgodba razbija tudi mit o idealiziranih, vselej le dobrih materah, ki bi storile vse za svojega otroka. In kaj bomo brali v časopisu v nedeljo? Rok Lunaček je skoraj 30 let frontman skupine Flirt. Je kantavtor, pesnik in avtor besedil več kot 700 slovenskih skladb. Vam povem, kdo mi je prinesel največ denarja? Vili Resnik, pravi Rok Lunaček. Ko je zadnji Fičko zapustil tovarno, je bilo, kot bi se Jugoslaviji odlomil košček otroštva. Janez Mednart je zapisal eno od svojih krilatic, ki je nakazovala, da so se bili ljudje pripravljeni odreči marsičemu, le da so dobili svoj avto. Gospod se v ličnem Fičku pelje, a trebuh melje kislo zelje. Za umor žene je bil obsojen na 30 let zapora. Francosko sodišče je razsodilo v enem najodmevnejših primerov v zadnjih desetletjih. Medicinska sestra, mati 2 otrok, je izginila leta 2020. Njenega trupla pa niso nikoli našli. Dobro vikend branje bo, vabljeni po tiskano izdajo Trafiko ali na splet na večer.com, kjer smo z vami vsak trenutek.